Med tednom so nogometaši Celja presenetili Maribor v pokalu zmago v Ljudskem vrtu, tokrat so gostovali pri Zavrču nekoliko spremenjeni postavi, kajti trener Rožmanec počul nekaj najboljših nogometašev. Ampak prva akcija je pripadla gostom, poskušal je Jeslinek nekoliko mimo gola. Nova kombinacija Celjanov, poskusil daleč Jeslinka, ki je bil dobro razpoložen, vratar Petrovič je žogo izbil v kot. Tole pa je že gol za nogometaše Zavrča, 24. minuta. Novoselec je zatresel mrežo, podal je Matjašič, Novoselec pa je z glavo premagal vratarja Kotnika. Do konca prvega polčasa še priložnost za Lovra Cveka, ki je poskušal daleč, a meril visoko čez gol. Drugi polčas in prva akcija za nogometaše Celja, podaja pred vrata, izjemno lepa kombinacija in zadetek za 1-1. Nogo je postavil Jeslinek in zabil gol v mrežo Zavrča. Domači nevarni prek Matjašiča, nekoliko mimo vrat je meril Jure Matjašič in potem še izjemna priložnost Celja v 76. minuti. Sam pred vrati je bil Jeslinek, meril čez gol, nato pa že v naslednji akciji nova kombinacija Grofov, podaja pred vrata, kjer je bil popolnoma sam Sani in takole zatresel mrežo. Nigerijec je zatresel za 2-1 in odločil tokrat zmagovalca v Zavrču. Prvi letošnji poraz za Zavrč pred domačimi navijači v novem koledarskem letu. Pred domačimi navijači na novem štadionu so bili uspešnejši Celjani. Celje je imelo kontrolo nad tekmo, mi smo igrali v napadu, kolikor smo lahko. Na našo srečo smo uspeli dati gol iz prekinitve. Dogovorili smo se v polčasu, da bomo poskušali biti še nekoliko bolj čvrsti in bolj konkretni v polprotinapadih in protinapadih. Na našo nesrečo temu tokrat ni bilo tako. Ja, res je. Nekako smo v prvi vrsti se mogli sami zakrpati, po drugi strani tudi nosilci igre nekako spočiti in na koncu priti v Zavrč zmagati. Vse skupaj nam je uspelo, malo, bom rekel, skalila tale poškodba Verbiča na koncu, ampak jaz verjamem, da tako kot je kazal pred tekmo, da ga bomo nekako uspeli zakrpati do Maribora.